Za nami je dolgo in vroče poletje, ki se počasi vztrajno preveša v nič manj vročo jesen. Tudi v prvem preseku po daljšem poletnem odmoru je vse po starem. Davki gor, plače dol. Pogrebi podjetij se vrstijo kot po tekočem traku. Žalostno je, ne vem. Jaz imam še eno leto in pol do penzije. Žal mi je za te fante tukaj, ki so bili z mano. Žal mi je tudi, da nobeden ne odgovarja za to, ker eden je kriv, da je do tega prišlo. Temu Alukomnu sem naletela najprej na stisko ljudi, ker so že od aprila, maja brez dohodkov. Koliko vam delodajalec danes že nekdanji dolguje? Mi imamo že 4 plače v minusi, imamo regrese, jubilejne nagrade. In koliko znaša stečajna masa, s katere se bodo poplačali nekdaj zaposleni? 600 evrov blagajni na 2 računih v tujini, skupaj 2300 evrov, to je zaenkrat vse. Da bi prebivalce Markovca nad Koprom ne postalo prehitro premrzlo, je tik pred kurilno sezono poskrbela tamkajšnja kurilnica. Z najnovejšimi obračuni so ponovno dodobra razkurili stanovalce. Jaz se plačujem zdaj isto, kot sem plačeval prej, ko sem grel 5 radiatorjev. Zdaj to sezono sem ugasnil vse radiatorje, sem samo en radiator užgan in plačujem isto kot prej. Jaz sem razumel, da to, ko so nam rekli, da ko bodo radiatorji, tele števci, da bomo mi lahko varčevali, ne? In jaz sem razumel tako, da če bom malo zapiral malo, bom privarčeval, bom plačal manj kot prej. Samo ni, jaz plačam zmeraj isto. Preglednost je nekako slaba. 21.000 evrov, da nadzorni odbor pobira denarja za nadzirati poslovanje, to je cifra, ki človeku dvigne pritisk. Jaz sem plačal 10 mesecev po 104 evre, pol so mi znižali na 97, zdaj pa plačam po računa še 588. Mislim, da je preseglo vse meje dobrih okusov normalnih. Prišla sem tu, pa so me kregali, nimaš kaj. Me ženska skregala in rekla, da ti gospa ne šparaš. Direktorici Nataši Fabris se ni zdelo vredno odgovarjati na vprašanja stanovalcev. Z ljudmi pa ne pometejo le inštitucije. Takole je pretekli konec tedna na obali pometalo vreme. Na Fornačah je en dimnik se zrušil, tle je drevo padlo na vejo od elektrike, pač in na streho. To je bilo v glavnem tu katastrofa zvedeti. Pol terase nam je odneslo, nekaj je v morju, tam je nekaj že polomljenih stvari. Tako da čakamo še te, kar rabijo priti, da vidimo, kaj bo. Najbolj jo je skupila stavba Morske biološke postaje. Korci so leteli dol se strehe, tako da je bilo kar nevarno, da bi šel ven sploh ne. Tako da smo z notranjih strani držali vrata, da ne bi tudi vrata udrlo notri. There was a quite heavy twister going on in here. Just hold on for 1 or 2 minutes, but we were inside the room and like you see, this one hit directly into the wall besides my room and it was quite annoying and scarifying because I never saw something like that in Germany. It was quite heavy and I was really scared, I have to say. Škoda je nekaj 10.000 evrov. Mi smo zjutraj najprej poklicali vse obrtnike, ki bojo popravljali našo hišo. Vsi so si pogledali, kakšno je stanje, neke predračune bomo dobili že danes oziroma jutri. Prebivalci Rižane in Cepku so svoj račun že plačali. Tako je tukaj bilo pred 3 leti. Ker država nima denarja za vzdrževanje, so sami zavihali rokave. A potem... Zmotilo nas je več stvari v bistvu. Predvsem bom rekel tako na nek način ignoranca teh ljudi, ki so to počeli. Drugo, negostoljubnost. Vse smo naredili, da bi to reko očistili, vendar imamo nasprotnike, nasprotujoče strani. Predvsem je to ribiška družina, ki se bori za svoje ribe v Rižani. Jaz mislim tako, da če bi vsak živel, samo eno noč preživel v tisti uri, ko nas je doletela v Rižani, da bi sigurno drugače razmišljal in drugače pristopil k temu problemu. Takrat ga ne bi brigalo niti brežine, niti ptiči, niti gnezda, niti ribe, niti nič. Najbrž bi podobno veljalo tudi za ministra Sama Omerzela. Če bi se kot strojevodja iz oči v oči srečal s kupom kamenja, ki je takole pristal na tirih, bi o potrebnosti nove železniške povezave do Kopra sigurno drugače razmišljal.
Zgodilo se je v bistvu izredni dogodek, da je po noči na progi Koper-Divača se usul plaz oziroma skale in zato je proga zaprta. Vsa dela, ki so bila planirana za danes, smo zamaknili na jutrišnji dan. Je pa to lep primer tega, kaj bi se lahko zgodilo s koprskim pristaniščem, če bi recimo bila proga več dni ali pa celo tednov zaprta. S tem bi bili dejansko odrezani od sveta, namreč 60% vsega pretovora potuje po železnici, kar bi bilo seveda katastrofa za pristanišče. Danes se je ugotovilo, kako slabo smo poskrbeli za varnost, zato bi si morali dejansko, predvsem pa slovenska politika, prizadevati, da se čim prej poišče ustrezna rešitev za dodaten tir, naj bo to drugi, rumeni, vijolični ali kakršenkoli tir, naj ga poimenujejo. Za barve je vseeno tudi obalnim planincem, ki so s tradicionalnim vzponom na Slavnik obeležili 120-letnico Slovenske planinske zveze. Vzpon so opravili kljub ne najboljšim vremenskim pogojem. Tisti, ki obiskujemo hribe, vemo, da nas pač v hribih doleti karkoli. Prav takega dežja, kot imamo letos, ga ne pomnimo. Pač tudi to se je zgodilo in moramo to pač vzeti po kot je. Vas recimo megla, dež in takšni vremenski pogoji ne odvrne od tega, da pridete na Slavnik? Ne, prav gotovo ne, niti sneg. Pridete vsako leto? Vsako leto, nisem še nikoli manjko. Slavnik je zakon, to nedeljo čakamo celo leto. Ste se udeležili že vseh 35? Najbrž, ja, mogoče smo kakšnega manjkali, ampak v glavnem je to praznik naš, res. Svojevrsten pohod se je v začetku tedna zgodil tudi do predavalnic slovenskih hramov učenosti. Na 6 fakultet pod okriljem Univerze na Primorskem se je v prve letnike letos vpisalo nekaj več kot 1300 študentov. Zanimivo je bilo prisluhniti razlogom, ki so botrovali študiju na obali. Ta študij tukaj sem zbral, ker tudi punca študira v Kopru, pač da smo skupaj. Obala je lepša kot Ljubljana. Zaradi okolja največ. Morje, bližina morja, tudi program na fakulteti, tako da največ zaradi tega. Rad imam Primorsko morje, prijazni ljudje, pa Ljubljana se ima za nekaj več. Za nekaj več od svojih nadzornikov se je imela tudi uprava Luke pod vodstvom Roberta Časarja. V popolni tajnosti mimo nadzornega sveta se je odločila, da bo investirala v sumljive posle v Romuniji. Sodišče je Časarja obtožb oprostilo, tožilstvo, ki se bo na sodbo pritožilo, pa skrbi. Ker je taka odločitev, po mojem, zelena karta upravam, da lahko zaobidejo nadzorni svet, se pravi predstavnike lastnikov in pač peljejo posle tako, kot se jim zazdi, kar pa mislim, da je absolutno nesprejemljivo. Za konec sledi še pogled v domače loge. Prezadolžena država oziroma njeni davkoplačevalci bomo drugo leto samo za obresti od posojil odšteli okroglo milijardo evrov. K temu bo potrebno odšteti še nekaj milijard za sanacijo bank, odškodnine izbrisanim in še. V deželi lačnih ust in kriminala belih ovratnikov pa ljudem še vedno prodajajo meglo. Nekje v srednjem veku je bila živa razprava med skolastiki o tem, koliko kamel gre skozi eno živankino uho, potem koliko denarja je v sivi ekonomiji, so pač skolastične razprave. Te ocene o milijardah so popolnoma iztrte zvite. Kar se tiče državne oziroma pomoči, za katero bi zaprosili, mislim, da ta trenutek še ni potrebe, da bi o tem razmišljali. Ljudje siti politike in njenih zvijačnih prijemov vse bolj stavimo na lastno ustvarjalnost. Eni uživajo v družbi živali, drugi radi kaj dobrega pojedo in teden gre mimo.